Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na Sedi resnice. Danes bomo prisluhnili posnetku, ki je nastal v soboto. Sem na primorski avtocesti, kjer so, kot lahko slišite, razmere res neugodne, zimske, zelo piha veter in tu so tudi veliki zastoji. Jaz sem to izvedel, zato sem se nekako po lokalnih cestah uspel prebiti do sem, da izvemo resnico o tem dogodku, kajti, kolikor sem slišal, ljudje tu stojijo že po 4-5 ur in več. Hodil sem približno 1 uro, da sem se prebil tukaj do počivališča, kjer pa sem na, tudi moram reči, moje presenečenje med vsemi kamioni, ki so tukaj parkirani, našel tudi avtomobil z mariborsko registracijo, pa bom kar pristopil. Dober dan, reporter Milan, pozdravljeni, kje se srečamo, ne? Ja, tebe sem, zdaj beži brek, tebe sem, nisem še tu rabo. Dajte povejte malo, no. Ti prišel? Pa tu sem hodil po lokalnih cestah, zdaj pa sem 1 uro pešačil, da sem prišel. Tu si prišel od zadnji pri ograj? Ja, preko, ja. Zdaj jaz tako tu skupaj si pa podelil ograj, jaz ne več čakal tu. Jaz 5 ur že tu stojim, kaj si zmešan ti, ali kaj si? Saj nisem jaz kriv zdaj. No, kaj res, nekdo je kriv za to. Ne možeš to stati tak, no, čakaj malo, da vzgem avto. Pa dam gasni, kaj si zmečan! Kaj ti delaš? Ja, vidiš na potrebi, da bomo vsi videli! Ja pa na pumpo! Če pa 200-metrska kolona, ugasni luči! Pa ja nem zmrzno v avto, razumeš? Nem zmrzno v avto, pa šla bi na pumpo, to dela, tak si ti kriva. Jebote pršut pa obletnica tvoje seke, kam si nerilo v tutem noter. Ja, smola torej, ne? Smola, to je, ker sem nor, ker sem trotl, butl, ker me baba na serije, da grem dol na neko nepomembno obletnico, pa me pol zvabi ko lačnega krapa staco pršuta, kot da se ga znam on pri nas kupiti. Zdaj pa prav, zdaj pa ne crknem tu mrazu, samo ti boš pa prej še, da ti je jasno, ti boš pa prej. In kako dolgo že zdaj stojite in se ne premaknete? Ja, slabe 4 ure. No, naj vas potolažim, da tukaj je tudi en italijanski kombi malo naprej, ki pa stojijo že 10 ur v bistvu, ne? Kaj si ti mene tolažil? Zakaj bi ti za mene tolažil? Ja, pač, da... Kaj me boli patak za Italijane, ne se oni sami po sebi se naj rešujejo. Kam jaz zdaj za njih? Lopato iščejo, ker bi se radi ven skopali, vi pa vidim, da jo imate. Pusti lopato, ker je avstrijska lopata. Ne dam, pa dal sem 60 evrov za njo, s to lopatom samo jaz baso. Ker se razstavi, pa bolj se stavi, ker je z oljem, pa vedejo na špricanje, zdaj to nem rabo, ker nimam kaj ne zdaj 6 šleper odkopam, se nimaš kam zdaj kopam. Tako bi šli pomagati, ne? Boš ti se za sebe brigo? Čukaj, daš meni malo lopato! Ne boš nič ti reševala, ti boš še slabše naredila. Pa ne bi nič reševala, zakopat mon! Kaj bo zakopala? Ja, to, kaj si naredila! Bože moj mili, pa idi tam na toaleto, ne moreš čote riti tu Turko, Mađarom, Nemcem, Italijanom, vsem kazati, kaj si zmešana. Te už pa jamrala, si se prehladila. Tu v avtu sedi pa stisni zobe, zdaj. Čutaj, gospodka, imate vi kaki nožek žepni? Nimam nič, gospa, žal nimam. Kaj bi ti z nožem? Ja, pršuteka, malo bi vrezala. Pol boš pa jamrala, si žejna. Pol pa ti mogo tukaj sneg gret. Ja, seš mi pol na pumpo pa enega radlera šel, on je grapefruit. Pa kaj ti si zmešana, kaj misliš, da smo na gostiji, ali kaj? Pa kaki pršut, kaki radler? Pa jemo bil enega čas na beseda, no. Dobro, jaz upam, da bo hitro minilo. Aha, zdaj pa vidim, da en kamion tu sili zraven tudi. Halo, beži, da mi neš avta rukno. Glej majmuna. Ja, mađarski kamion je to. Halo! Ja, geht nichts, kamion katastrof! Dobro, dragi dame in gospodje, kot slišite, zadeva je resna, do naslednjič ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.